Spoštovani predsednik, spoštovani gostje, vsem skupaj hvala lepa za današnji obisk. Moram povedati, da danes je za nas izjemno pomemben dan. Ne samo to, da slavimo 130-letnico, ampak v bistvu sam prihod našega predsednika države je s tem v bistvu dal nam novi zagon in novi polet. Podjetje Mineral je v vsem času in vsem, bom rekla, nama vsem znanim, bom rekla, covidu, je deloval nemotoma. Pazili smo na naše zaposlene, pazili smo na podjetje in moram reči, da smo uspeli. Prav tako podjetje Mineral še vedno zaposluje ljudi, širimo se, iščemo nove trge in prav tako v vsem tem moram reči, da imamo zelo dobro ekipo ljudi. Mineral kot Mineral ima, bom rekla, znanje, ima ljudi in ima tehnologijo. V nekaj let nazaj, ki je bila v bistvu zastarela tehnologija, si je Mineral v bistvu zamenjal kompletno tehnologijo in s tem povečal kvaliteto na samem tržišču, povečal število zaposlenih in prav tako povečal svoj ugled med državami. Vsem skupaj hvala lepa za obisk in vsi skupaj dobrodošli v Mineral kadarkoli. Hvala. Torej, razlog za moj obisk danes ni samo sijajna tradicija Minerala, ki sega 130 let nazaj, in gotovo tudi, kot sem razumel iz pogovora, slavna prihodnost tega podjetja. Moj obisk je danes namenjen enemu posebnemu sporočilu, ki zadeva razmere, v katerih smo se znašli z epidemijo covida. To podjetje je uspelo ves čas spoštovati ukrepe in je lahko normalno poslovalo. Vsi zaposleni so ohranili delovna mesta, še več, v tem času je podjetje celo zaposlovalo. Okužba se temu podjetju ni izognila, vendar so poskrbeli za to, da so bili okuženi v karanteni, da so veljali vsi strogi varnostni ukrepi. Mislim, da je to sporočilo pomembno za mesece, ki prihajajo. Z cepljenjem bomo gotovo nekega dne, upam, spomladi končali epidemijo samo, ampak virus bo še nekaj časa z nami. In ne samo Mineral, celotna industrija, ves poslovni svet, vse javno življenje bo moralo poiskati načine, kako v teh razmerah, ko bo potrebno ohranjati razdaljo, skrbeti za higieno, ko bodo neke omejitve še vedno veljale, kako v bistvu čim bolj normalno delati. No, zdi se mi, da je zgodba Minerala zgodba o uspehu v poslovanju v tem času in zato sem se odločil, da danes ne pridem sem in to tudi na glas povem in pohvalim zaposlene, ki so v tem času, se mi zdi, s tem, ko so skrbeli, vsak zase skrbeli tudi drug za drugega in za normalno poslovanje podjetja, ki, kot sem rekel, ima gotovo tudi slavno prihodnost.